V četrtek 5. junija 2020 je v prostorih Društva gluhih in naglušnih Ljubljana potekala 45. redna letna skupščina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zbrane je v uvodnem nagovoru najprej pozdravil predsednik Mladen Veršič. Sekretar Matjaž Juhart je predstavil obsežno vsebinsko in finančno poročilo o delu zveze v letu 2019. Celoten skupščinski material je sicer obsegal skoraj 200 strani. Delegati so si ogledali tudi videoposnetek s pomembnimi poudarki preteklega leta. Juhart je še poudaril, da je bilo opravljenega tudi veliko nevidnega dela, ob tem pa se zahvalil za pomembno in tvorno sodelovanje vsem društvom in strokovni službi. Obenem je izrazil veliko zadovoljstvo nad doseženim. Nato so delegati potrdili vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019 ter se seznanili s planiranimi aktivnostmi in sredstvi za leto 2020. Pod točko razno so člani skupščine podali številne konstruktivne komentarje. Veseli nas, da so soglasno podprli to poročilo in s tem izkazali zaupanje za delo, ki ga opravljamo na zvezi skupaj z društvi. Izpostavili pa smo 3 ključne dogodke, ki so se odvili. Prvič je zakon o osebni asistenci, ki je omogočil prvič v zgodovini izplačilo dodatka komunikacijskega za vse osebe z okvaro sluha. Drugi ključni dogodek je realizacija 2-letnega evropskega projekta izdelave slovnice slovenskega znakovnega jezika. Gre za prvo slovnico in tovrstno raziskavo. Tretji dogodek pa je pobuda zveze s podporo vlade, ki je šla v državni zbor in sicer za spremembo ustave, da bi se vpisal slovenski znakovni jezik v Ustavo Republike Slovenije. S tem namenom smo organizirali več aktivnosti, posvet znakovni jezik za vse v državnem svetu, predvsem pa nas veseli izdelava posebnega dokumentarnega filma Jezik enakopravnosti, ki je bil prikazan širom po Sloveniji, ki govori o izzivih, s katerimi se soočajo gluhi, a hkrati o potrebi, zakaj pravzaprav znakovni jezik v ustavo.